Večer v živo. Imate občutek, da vedno težje prenašate vročino? Sploh, ko nas nekako ujame vročinski val, je posebej naporno. Koža nas peče, koža je občutljiva, zdi se nam, da nam je vse pretesno, odvečni kilogrami, vedno jih vidimo. Torej, današnja tema bo tema o tem, kako se na naraven in učinkovit ter varen način pripravimo na poletje, celostno svoje telo in kožo. Magistrica Mojca Vozelj, dobrodošla. Ste prehranska svetovalka, raziskovalka, avtorica priročnika Hrana za zdravje družine, je tako? Tako. Dobrodošli. Pozdravljeni. Ste dobro? Odlično, Izgledate hvala. odlično. Hvala, odlično. Gospa Mojca, povejte nam, skrb za telo je zelo pomembna, ne? Skrbeti za telo celostno. Ampak zanima me, ali lahko za svoje telo zdaj v tem kratkem času poskrbimo tako, oziroma ali je možno, da v tem čim krajšem možnem času, ki nas loči do poletja, na naraven in varen način stopimo nekaj kilogramov odvečnih. Ja, seveda, vedno je možno. Jaz sem prepričana, da vsak človek na neki točki začuti, ne, da bi želel nekaj spremeniti. Tako kot ste rekli, čutiš nelagodje, nekako veš, da nisi v ravnovesju. Zdaj vsak letni čas ima svoja pravila, svoje energije, svoje ravnovesje in treba se je temu prilagoditi. Zdaj problem je, da ljudje večinoma ne vejo, kako to narediti, ne. In če pa zdaj začutite, da bi lahko nekaj naredili, da želite nekaj narediti, vedno je čas. Ne gre zdaj za to, da bomo na hitro, ne, zdaj ta logika čudežne tabletke nam je zelo blizu. Aha, zdaj pa si bom vzela 14 dni časa in bom vse obrnila na glavo. Seveda ne gre to na ta način, ampak v enem tednu, v 2, 3, ne, zdaj smo sredi, zdaj ko se midve pogovarjava, je še vedno hladno, slabo vreme, ampak kmalu bo toplo in v tem času imamo še ravno toliko, se mi zdi, priložnosti, da res razmislimo, kako bi nam bilo lahko čez poletje lažje in kaj lahko zdaj naredim, da se pripravim. Stvari so preproste, ampak jih je treba majčkeno začutiti, kaj to zdaj pomeni biti v ravnovesju poleti, ne. In kaj to recimo pomeni? Večina ljudi ima težave s tem, da se slabo počutijo, da jim je blazno vroče, ne, se pravi, rečem, ne prenašam vročine. Ja. Jaz recimo že nekaj let tudi sem bila v tem, da nisem prenašala dobro vročine, pa zdaj ni to toliko povezano s starostjo, kot je povezan s tem, recimo, kako mi živimo, kaj mi jemo, ne, ker ni samo hrana tista energija, ker vemo, da je pač način življenja pa naš odnos do sveta, ampak hrana je zelo pomembna in tisto, kar mi jemo, na ta način se potem mi od znotraj počutimo. Recimo, če mi nismo izločili tistega načina ali pa zmanjšali tistega načina prehranjevanja, ki smo ga imeli po zimi, ne, ali pa zgodaj spomladi, tam do februarja nekje, ne, ali pa celo do začetka februarja že bi morali mi tisto hrano jemo, ki nam je po zimi ustreza, zato da smo takrat v ravnovesju. Zdaj potem sredina februarja, marec, april in naprej, pa rabimo mi neko čisto drugo hrano, ne. In tukaj je zdaj večina ljudi, veste, ko greste vi v supermarket, ne vidite teh sprememb, ne, trgovina vam je skozi ista, neke stvari se malo spreminjajo, ali pa recimo vas spomnejo na veliko noč, pa vam prodajo jajca pa šunko, pa potico, pa za božič vam neke druge stvari, neke kolače. Zdaj poleti pa to ni hrana, ne, in ta hrana te zdaj zblokira. V bistvu tvoje telo ustavlja. In če te hrane ne izločimo, potem imamo poleti probleme in mislimo, da jaz pa tako težko prenašam vročino, v bistvu pa nisi ti, ampak je problem v tem, kaj ješ, česa nisi izločil, ne. Se pravi, da se hrano, če razumem, prilagajamo letnemu času. Tako. In zdaj poleti, oziroma zdaj, ko se pripravljamo na poletje, je treba prilagoditi hrano temu letnemu času, a to pomeni lažjo hrano, oziroma kakšno hrano? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ne. Zdaj, ko ste rekli lahka, lažja hrana, kaj imate zdaj tukaj vi v mislih? Mogoče imate nekaj drugega, kar imam jaz v mislih, ne? Jaz bi recimo pod lažjo hrano razumela hrano s čim manj ali celo brez maščob.
Ali pa recimo, zdaj Lahko nekatere prebavljivo. stvari se bova strinjale, ne? Okej. Recimo meso, ki je zelo prepečeno, zelo tako fajn, trdo, kuhano, tisto, ko so že zakrknjene beljakovine, ali pa gobe, ki imajo zakrknjene beljakovine, kuhane gobove, juhce pa take stvari, to je zelo težko prebavljivo, ne? Ampak na drugi strani je pa večina ljudi misli, da so žitni kosmiči lahka hrana, pa niso. Niso. Ne? Recimo, če jeste poleti, ne, ali pa zdaj v tem prehodu še nekako gre, pol pa ko je zelo toplo, če poleti si vsak dan naredite ovsene kosmiče, je to hrana, ki je čisto neprimerna za poletje, zaradi tega, ker potegne na sebe ogromno vode, ne, in vam to kot ena taka vodna kepa potem stoji v prebavilih in dejansko ovira pretok teh energij, vode, ne, ognja po telesu, ker morate imeti hitro prebavo, pomlad pa poletje sta tako kot v rastlinskem svetu, ko recimo trta najprej potegne vodo, pa vse cveti in brsti. In mi bi morali zdajle cveteti in brsteti, ukvarjamo se pa s tem, da smo nekako zastali, ali pa da te boli trebuh, ali pa da nimaš ta prave energije, ne. In zdaj, če ješ potem krompir, pa kruh, pa veliko kuhane žitne hrane, še posebej takih žit, kot so pšenica pa oves, ki veliko vode na sebe potegnejo in se počasi prebavljajo, so težave. Potem prvič ne moreš shujšati, drugič je koža vsa v nekih mozolih, ker je limfa in kri ne tečeta tako, kot bi morala in rabiš pač neko drugo hrano, ne. In tudi vroče ti je, po tej hrani ti je vroče. Ja, veliko ljudi opaža, da zelo znižajo pritisk, ali pa tudi jim je manj vroče, kadar samo odstranijo žita, ne, ta težka žita, predvsem so to pšenica, glutenska žita, ne, ali pa žitne kruhe, močnato hrano, ali pa sladko, ne, kuhana, sladka, močna žitna hrana, pa kakšen krompir pa fižol. Recimo, Slovenci pojemo zelo preveč krompirja predvsem, ne. Fižol je tako, stročnica, zdaj imate tudi lažje stročnice za poleti, kakšno lečo pa čičeriko, ni treba, da, ne, Matevž pa res tam krompir pa fižol pa oziroma pa zelje pa repa, to je zimsko, ne, in to vas ne bo pomladi, vam ne bo dalo energije, čeprav izgleda, koliko grozno veliko dobite energije s to hrano, pa jo ne. Pomladi, marec, april, maj in naprej vas to samo blokira pa ustavlja, ne. Se pravi, da spomladi bi morali, zdaj če malo tudi povzamem, kar se tiče žit oziroma žitnih izdelkov, se pravi lažje žita, kaj so pa to recimo pira? To so predvsem, bi jaz priporočila ljudem avtohtona, ta žita, ki so lažja, naša, taka smo mi tudi genetsko kot rod, ne, prednike nazaj prilagojeni na to, recimo ajda pa proso predvsem, ne. Zdaj sicer potem uvažamo tudi razna lažja žita, globalizacija pač omogoča, da danes dobimo inkovsko kvinojo, pa azijski riž, pa vse te stvari, ne. Ampak ajda pa proso sta najbolj, ne. Pšenica je prišla kasneje, koruza je prišla, sicer jo imamo kot, smo jo posvojili za domačo, ampak je iz Južne Amerike, ampak tudi koruza je lahko neka malo lažje prebavljiva. Najtežje so te, ki imajo zelo veliko glutena, ne. Pa še pri kruhih je tako, veste, če jih vi, tukaj je zdaj ta zadnji trend priprave kruha z drožmi, te kisli kruhi, to so tudi stare tehnike, ki se zdaj vračajo, to je malo lažje prebavljivo, ampak ni, poletje še zmeraj ni, tudi pozna pomlad, ni letni čas, da bi imeli kar naprej v vsakem obroku noter neke kruhe, pa žita, pa testenine, pa vse, ne. To je tisto, kar nam jemlje energijo. Pozimi je pa drugo, ko se morate pogreti, zato je res fajn, da greš za letnimi časi. In lahka hrana zdaj, ne, v tem času, zdajle, ne glede na to, ali vroče ali ni, je v bistvu sezonska hrana. Zelo veliko še vedno lahko jemo zelenolistne, zelene zelenjave, pa te prečiščevalne hrane, tudi za jetra, regrat, pa če imaš, to je zdaj že malo mimo, imamo pa zdaj solate, pa redkvice, pa veliko zelenega, ne. Pa kakšne prve bučke bojo, pa kumare, pa te stvari, to je lahko. Potem sadje,
tudi, ampak ne pretiravati s tem, ker sadje je zelo čistilno. In če boste šli na sadje, pa še na sonce, pa ne boste imeli dosti varovalne hrane v sebi, boste dobili razstrupljanja in simptome, recimo, in tisto, ki pravijo ljudje, sem alergičen na sonce. Ne? A to je Ker problem. sonce zmeče ven določene snovi, in vi pa rabite tudi maščobe. Predvsem naravne, nasičene, tiste, ki vas pomirijo, ki vas spravijo v eno tako dobro počutje, da ste siti, da niste nervozni. Od ogromnih količin sadja, recimo, če jeste, lahko imate sadne dneve, ne? Tudi s tem se da fino, mogoče tudi malo uravnavati težo, ampak dajte pojesti zraven kakšno žličko smetane, mogoče masla, Kisle smetane? lahko kisle, lahko sladke. Čim bolj naravne, nepredelane maščobe, ne? Pa tudi kakšno, zdaj tudi olja, hladno stisnjena olja, olivna olja. Izogniti se je pa treba, bolj ko se bližamo sončnim dnem, bolj je fajn, če zmanjšate na minimum rafinirana olja. Zato, ker ta olja se v podkožju nabirajo in povzročajo in te, recimo to, kar ženske ne maramo, ne, celulitaste obloge, in pa potem tudi neke reakcije s soncem. Ta olja so kot en odpadek v podkožju in potem dobimo ven te razne reakcije, izpuščaje in tako naprej, ne. Tako da niso prav dobra. Jaz jih recimo priporočam zelo malo, oziroma jih sploh ne priporočam. Priporočam, da če jih jeste, jih omejite na minimum. Doma jih pa rajši nimate, ne. Kakšno olje pa recimo vi uporabljate? Jaz uporabljam različne maščobe, in nasičene in nenasičene. Recimo razne masti pa masla je treba paziti, da so čim bolj neka naravna pridelava, da je čim manj teh nekih odpadkov noter iz industrijske reje ali kaj takega. Pri oljih je pa treba paziti, da so sveža, da niso stara, ne, da nimam olivnega olja zdaj 3 leta v omari, in da so hladno iztisnjena, ne. Recimo tudi lahko, zdaj veliko ljudi ima alergije na mlečne izdelke, zato pol včasih reče, imate tudi prečiščeno maslo, ki in po imenu ghee, ne, ali pa slovensko se mu reče žonta, potem imate kokosovo olje, pa hladna olja, recimo poleg oljčnega je še laneno, pa tudi kakšno ribje, ne, ribja olja so tudi, imajo, če so sveža, taka res svetla, sveža, v temnih stekleničkah, potem lahko tudi vam dajo veliko, recimo vitamina A pa E za kožo, ne. Tisto, kar vam proizvajalci dajo v kreme not, ampak tisto so izolirane snovi, ne. Tukaj imate pa vi naravne in to čisto drug učinek potem, ne. Zdaj smo se tudi kože dotaknili in je to ena taka iztočnica. Malo ste že tudi vmes omenili, kako se jo pripravi na poletje in poletne obremenitve. Spet sva pri hrani, ne? Ja, zdaj večina ljudi misli, da kožo lahko zaščitiš samo z visokim faktorjem sončnim, ne? tako. Jaz popolnoma razumem, kako smo mi prišli sem, ne. Ko sem bila jaz otrok, ni bilo nekih faktorjev, tam je bilo 2, pa 4, pa 6, pa kakšen 8, Ja, ne. res je. In mamica mi je tudi dovolila, da se niti ne namažem, ne, sploh ko sem že mogoče prvi dan pa tako na morju, ne. Pa smo se pa mazali bolj zato, da smo malo dišali po kakšnem kokosu ali kaj takega, ne. Zdaj, danes ljudje v bistvu imajo občutek, da sploh ne morejo preživeti brez faktorja 25, 30, 50, ne. Še posebej za otroke je strah izjemno velik. Na drugi strani imamo pa populacijo, ki je pa kronično podhranjena v smislu tvorbe vitamina D, ne. Se pravi, imamo celo epidemijo. Ljudje nimajo tistih elementov, ki smo jih dobili s soncem. Rečemo, ampak sonce je pa nevarno, koža je stabilna, imamo celo epidemijo, globalno epidemijo kožnih bolezni pa raka. In zdaj mi smo pač tukaj, nas je strah in smo prišli zdaj do teh krem. In rečemo, sonce je nevarno, dajmo nekaj na kožo. Moramo se zaščititi, ne gre drugače. Ampak, a veste, to ni res, ne. Jaz 15 let že ne uporabljam nobene sončne kreme, prej jih nisem, potem sem jih, tisto je bilo obdobje, ko sem imela najslabšo kožo.
A res? Ja, zdaj pa recimo, pa sem pa pogruntala, da ni sonce toliko, saj tudi planet se spreminja, Ja. ampak ni. Ozonska luknja in vse to s tem. Ja, nas- ampak ni to ta Ni. glavni trigger. Mi imamo tako slabo prehranjeno kožo. In zdaj, kaj lahko v 14 dneh, v 3 tednih, v enem Naredimo. mesecu, lahko nekaj naredimo, ampak še več pa lahko potem, če to vklopimo stikalo, ugotovimo, kaj je narobe in delamo to 1 leto. In naslednja sezona ali pa pol v enem letu, v 2, boste videli, sigurno bojo spremembe. Ker čisto pri vseh ljudeh, ki jim jaz recimo ali individualno svetujem, ali pridejo na moje Delavnice. programe, delavnice, zdaj smo imeli tudi recimo pomladno pripravo, razstrupljanje in post in smo tudi govorili o tem, kako kožo pripraviti. Vsi pravijo, da je bistvena razlika. Kar naenkrat ali ne rabi več tistega faktorja 50, ali kremo rabi samo res v izjemnih situacijah, ali pa rabi ful manjšo zaščito. Ne? In gre za to, da ti hrano, da nahraniš kožo. Najprej moraš vzeti ven tisto hrano, ki smo rekli prej. Ne? Težko oziroma tako To zimsko je. zimsko, to hrano, ki blokira sistem, ki ni primerna za poleti in pomladi. Potem pa moraš kožo hraniti z in jetra. Ne? Tista hrana, ki podpira jetra, in pa recimo naravni holesterol. Ne, holesterol imamo mi, v krču ljudje postanejo Ko slišijo, ne? v krču, ko slišijo besedo holesterol, ampak naravni, neoksidiran, nepredelan holesterol v maslu, v jajčnem rumenjaku, recimo, če imate mehko kuhano jajce ali pa jajčni šejk ali pa kaj takega, ko je še tekoč, to je zdravilo. To je tisto, kar našo kožo nahrani. Ali pa tudi ni treba te hrane jesti, če podpirate za ta pravo hrano, za ta pravi letni čas, zelo omejite sladkor pa krompir pa vse te stvari, vam jetra boljše delajo in sama tvorijo dosti holesterola. In potem koža drugače začne reagirati s soncem in vi ne rabite jaz zdaj recimo po tolikih letih ne rabim več nobene sončne kreme. Res pa, da ne morem zdaj se pa kar iti na morje pa biti 3 ure na plaži, prej pa nisem se sončila. Tako da je treba ta postopnost, to, ko se svetuje, to vse drži, ne? Ja. Postopno od pomladi dajmo iskati sonce. Tudi je res, da je treba se zaščititi s kakšnimi oblačili, ko je vroče, ampak meni recimo ni problem, me tudi ne opeče, tako kot me je pred časom, če grem v vročih urah, v tiste, ko je sonce na vrhu, če grem za pol ure na sonce. Ne? In je to, koža čisto drugače reagira. Je pa, veste, sonce je naš največji razstropljevalec, zato ljudje, ki imajo kakšne bolezni s kožo, morajo to še bolj previdno delati. Ne? Recimo čisto lahko konkretno, jaz sem zelo belopolta, in jaz od malega visok faktor, oblačila oziroma se v kratke majčke kopati že kot otrok. A bi lahko jaz tudi recimo jaz ne smem biti na soncu. Na direkt, Tako, nič, mene tudi v senci. A bi jaz tudi si lahko kaj izboljšala oziroma pripravila kožo na Ja, zdaj mogli bi videti recimo, kaj imate vi v prehrani, ne? Kako se zdaj 1 leto, 2 leti nazaj, Ja. ali pa mogoče tudi več časa, kaj je vaša tipična prehrana. Potem bi to uravnali in bi videli, kaj lahko vi naredite za to, da se to koža okrepi. Je pa res, da če imate zelo svetlo, tudi malo pegasto, rdeče lasa, ne, da je tukaj je pač ta skandinavska genetika, ne, severna genetika. Jaz sem tudi mislila nekaj časa, da imam to, čeprav nimam teh rdečih odtenkov pa pegic, ampak zelo svetlo, ne. Ampak se da okrepiti in s hrano se da, ne. Koža enostavno postane bolj odporna, lažje porjavi in manj je teh opeklin. Mogoče pa traja kakšno leto dlje, da vidite vi res, da zdaj ste pa bolj sproščeni lahko na soncu. No, to ne. je. Da vam ni treba zdaj še v senci biti s 50 faktorjem namazani. Pa ne. pokrita. Tako. Skoraj. Tako. Je pa vedno, vsi ti zaščitni ukrepi, ki nam jih svetujejo, pa majčka, pa klobuk, pa to je vse v redu, ne? Ampak res, ljudje imajo toliko slabo kožo v zadnjem obdobju, zdaj že leta, ne, že kakšne 10-20 let, potem pa mi to rešujemo samo na neki instant način, samo s kremami, ne vidimo pa, da je cela populacija
zahodnega razvitega sveta blazno spremenila način prehranjevanja in da je tam problem. Ne? Tudi te aditivi in razne snovi, veste, to se vse po eni strani gre to, kar je toksičnega, ne? Kar je odpadkov. Če pojemo, pa če jemo neko hrano, ki ni najboljša ali pa hitra hrana, ne moreš vedno idealno jesti. Ne? In greš potem, gre to del se izloči skozi črevesje, ko pa je črevesje preobremenjeno, se pa začne izločati skozi kožo. In mi imamo vedno lahko potem neke ostanke v podkožju teh toksinov, ker s potenjem to dajemo ven in poleti je sonce, ki nas razstrupla, potenje nas razstrupla in potem več imamo tega v sebi, bolj gre to čez kožo ven. Ne? Potem imamo pa šibko kožo in nič več se ne odziva tako na sonce, kot se je, ko smo bili mogoče otroci, smo imeli še malo lahko boljši potencial, ali pa tudi ne. Nekateri so pa že kot otroci že izjemno občutljivi. Ne? Včasih, ko sem recimo 20 let nazaj, 30, če berem neka priporočila tudi zdravnikov, je veljalo, da dojenčka z latenico, ne? Če je rojen v poletnem času, tudi študije so narejene, 6-krat do 7-krat hitreje mu znižate, normalizirate z latenico to poporodno, če ga date malo na sonce. Danes je doktrina, danes pač je v navadi, da gre otrok pod lučko v porodnišnici, ker te UV-žarki pač to naredijo na en umeten način. Hkrati pa velja tudi, da imajo dojenčki blazno občutljivo kožo, ki sploh ne sme na sonce, ampak to ni res. Dojenčki so ponavadi zaliti, imajo tisto luškano podkožno maščevje in to je idealno. Veste, če imate vi malo maščobe, ta prave, iz mleka, je ta nasičena tudi, ne, ki dober holesterol v bistvu imate, ne, in reagira s soncem tako, da si lepo dvigate zaloge vitamina D in to delate celo poletje. Ne. Je nekaj, da se naredite en protokol, ki bi vam ga jaz svetovala, recimo, kako pridete do tega, da postopno z nekimi pravimi koraki dvignete v bistvu sposobnost svoje kože, da boljše reagira na sonce. Da se samo zaščiti. Gospa Mojca, pa dajva še nekaj reči, zdaj sva rekli, nanašamo razne zaščitne kreme z visokimi faktorji, višjimi, kot smo jih nekoč. In vmes si na kožo vnesemo tudi nepotrebne snovi. Je tako? Pa vi znate pripraviti tudi naravno? Ja, jaz v bistvu moj moto je, da na kožo ne bi dajali stvari, ki jih ne bi tudi pojedli. Zdaj, to se sliši tako grozno, ne. V začetka tudi jaz, ko sem prvič, recimo tam enih 15 let nazaj, ko sem padla v eno to skupino ljudi, ki so se hranili na določen način in so potem tudi na kožo nanašali določene stvari, se mi je zdelo čudno, ne, nekaj, kar imam jaz v kuhinji, ne, recimo, ne vem, kokosovo olje ali kaj takega, da bi to dajala na kožo. Danes v bistvu ne rabim nobene take za vsak dan, ne, neke take kozmetike sončne ali pa kaj takega, da bi rekla, zdaj pa moram to nujno nanesti, ne, ker ko enkrat začneš ti to hrano, te maščobe nanašati na kožo, vidiš, kako se ti koža začne dobro odzivati. Je pa fajn, da to delamo na vlažno kožo, zdaj katere stvari, zelo različno, vsaka celina ima kaj, ne. Pri nas, v tem predalpskem svetu ali pa na tem slovenskem območju, ki je celina, smo v bistvu kožo hranili predvsem z maslom. Pa, ne, ker to je tisto, kar naredi, tako kot ali pa otrok z materinim mlekom, kjer je not veliko masla, ne, smetana, maslo, ne. Potem tudi kakšne domače masti, tako Prekmurje, ne, te stvari tudi zelo delujejo dobro, ker so stabilne. Zdaj v primorskem svetu je to že skozi morsko hrano prišlo v telo, ne, ker ribe so lahko, imajo precej maščob, ne, tudi olivno olje je boljše kot kakšna olja iz plodov, iz sadežev, ne, arganovo, olivno, kakšno oreščkovo, avokadovo, vedno so to bolj stabilna olja in so boljša za kožo, ne. Zato je to treba tudi jesti. Medtem ko pa, če gremo pa na Pacifik, tam imajo pa kokosovo olje,
Če gremo pa v Južno Ameriko, imajo pa kakavovc, ne, kakavovo maslo. In vse te stvari, ki hitreje kristalizirajo, tako kot olivno na hladnem kristalizira, ali pa vsa ta olja, ki so stabilnejša, bolj gosta, ki so maslasta, ne, to je tisto ta pravo za kožo. Je pa res, da imam jaz rutino mazanja ves čas, ne, se pravi, tako in tudi poleti potem večkrat to naredim in pa ne nujno tik pred sončenjem, ampak zjutraj, ali pa zvečer in zjutraj, ne. Pa problem je tudi, da se mi preveč umivamo kot populacija, kar naprej spiramo te zaščitne sloje, ne gre toliko za vodo, kot za kemične mila, geli, ne, to. In zdaj eni ljudje rečejo, ja, saj to pa ne more biti tak problem, ne. Je, zato ker maščobni sloj, ki ga imate vi na koži, je tisti trigger, tisti aktivator, ki pomaga sončnim žarkom, da se pretvorijo v jetrih potem in v imunski sistem, in v vitamin D, in v vse, kar mi rabimo, ne. In da koža boljš reagira sonce. Tako, če se kar naprej, pred sončenjem v bistvu se sploh ne bi smeli umivati, ne. Tisto agresivno umivanje. Ne govorim, da se ne smeš stuširati s toplo vodo, to absolutno lahko, ne. To je zdaj velika težava, ne, da smo mi neprilagojeni. Pa še teh maščob ne uživamo, ker se bojimo nasičenih maščob. In kilogramov, ampak kilogrami nastanejo v bistvu ne od teh maščob, ne, to je pa najbolj zanimivo. Da vi ne morete shujšati, dokler nimate take vrste maščob v svoji hrani, ker šele s temi maščobami vi telo naučite, kako bo kurilo lastno maščobo. Če ste skozi na kruhu, sladkorju, krompirju, učite telo, kako živi od sladkorjev in ne zna živeti od tistega viška kilogramov, ki jih imamo vsi po zimi, recimo vsak dobi malo zraven, ne. In ne znate to ja, v bistvu je 3, 4, 5 kilogramov po zimi ni nič kaj posebnega, ne. Ampak ljudje pol to dol ne dajo, zaradi tega, ker ne razumejo mehanizma. Ti moraš telo naučiti preklopiti, ne, kot bi stikalo prižgal, preklopi prosim na tole, na mojo lastno zalogo, pa jo spravi stran. In to se da, marsikaj se da ta proces aktivirati. Ne moram vam obljubiti, da boste zdaj 10 kil skušali v 3 tednih, tako kot kakšne reklame za te hitre rešitve, ne. Čudežne. Ja, lahko pa vam obljubim, da boste v tam 2-3 tednih telo lahko naučili, kako v bistvu naj se fokusira, naj začne kuriti tisto odvečno maščevje, potem boste pa to sam še delali skozi celo poletje in bojo stvari šle lepo varno, brez stradanja dol, ne. Krasno. Gospa Mojca Vozel, najlepša hvala za dragocene informacije, za navdihujoče informacije. Ste nam pomagali, bomo do poletja zagotovo bomo stopili kakšen kilogram, pripravili kožo, predvsem pa vaše nasvete upoštevali skozi celo leto. Hvala vam, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, da ste bili z nami v našem podcastu. Naš namen je torej, da vas navdihujemo, da vas z našimi svojimi vsebinami razveseljujemo in vam pomagamo spreminjati življenja na bolje. Več o dogodkih in o podcastih Večer v živo najdete tudi na spletnem naslovu večer.com/uživo. Tako, sledite navdihu in strasti v svojih življenjih in verjemite, življenje vam bo prišlo nasproti. Z vami sem bila Maja Furman, srečno in se slišimo kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.